Spoštovane in spoštovani, prav lep dober večer iz velenjskega studia. Zopet četrtek, zopet oddaja najvišja in dobra narodno-zabavna glasba samo za vas. Me veseli, da ostajate z nami. Ne vem, jaz sem se kar tako odločil sploh zaradi tega, ker imamo danes ene fantastične glasbene goste. Prihaja topliška pomlad, prihaja iz glasbene šole Klemna Rošarja Urh Martinerc. Kmalu zaigra mlad korenjak v živo, še pred tem oddajo začenjamo kot ponavadi z našimi osrednjimi glasbenimi gosti, ki so danes ansambel Petka, in z eno polko otvarjamo oddajo Ne tarnaj, ljubica. Pošiljamo ti pozdrave voščila, ker danes praznik svoj slaviš. Si se posebno lepo uredila, kot roža lepa se mi zdiš. Se malo smeješ in malo razjočeš, ko ti podajamo roki. Potem potožiš, da hočeš ali nočeš, prehitro dnevi ti beži. Nikar ne tarnaj, ljubica, da mlada leta so odšla. Še rožnata so lica tvoja in vsako leto bolj boš moja. Nikar ne tarnaj, ljubica, se čas prav nič ti ne pozna. Ostala v srcu moje boš zavedno deklica. Na mizi zlato se vino ponuja, ga leta plemenitijo. Nagrenka misel ti vedno bo tuja, le solze sreče naj teku. Nikar ne tarnaj, ljubica, da mlada leta so odšla. Še rožnata so lica tvoja in vsako leto bolj boš moja. Nikar ne tarnaj, ljubica, se čas prav nič ti ne pozna. Ostalo v srcu mojem boš zavedno deklica. Ostala v srcu mojem boš zavedno deklica. Ansambel Petka so z nami in ker vemo, da so fantje, se mi zdi, da večinsko kar zasedeni, zelo oddani, me zanima, koliko je njihova dekleta imajo priložnost sploh jamrat, pa tarnat. Dober večer. Dober večer. To je bilo vprašanje. Aha, Ja. smisel, da bo šel do koga drugega. Ne, direkt do tebe. Nimajo časa tarnati. Ne? Jih zaposlimo. Kako? Pranje, kuhanje, pomivanje, Gospodinjsko. likanje, gospodinjska dela, otroci. No, lepo prosim, čestitke ansamblu Petka. Koliko imate zdaj skupaj otrok? Pravega Ima zdaj vse skupaj 11. 11? Wow, kako so zdaj razporejeni, a še sploh kakšen člen tle ostaja neoddan oziroma brez? Ne. Ne, lepo. Še pridejo. Družinski ljudje. Še imamo namen imeti. Fajn. Čeprav družinski, ja, pa gospodinstvo, pa dekleta. Ja, dobro ste to porihtali. Ja, to je bil namen.
A ste imeli tako taktiko že od začetka? Normalni glasbeniki poskrbijo, veš, če imajo. Žena naj bo doma, jaz ga bom pa takoj stral. Ne. Aha. Žensko moraš pač tako zaposliti, jaz upam, da moja ne gleda zdaj. Jaz pa upam, da Če ima gleda. polno dela, ne? Če ima polno dela, potem mi ne grejo bedrije po glavi, ne? Veš, ker mora pospravljati, likati, peglati, pomivati, za otroke skrbeti, previjati. Kaj pa vi pol počnete? Glej, podpiramo jih, glej. A veš, podpiraš, ležiš na središču in rečeš, glej, tam le še nisi nekaj naredila. Naj še takaj do drug povedal. Jaz res upam, da tole gleda njegova. Kaj bi pa tvoja rekla na tole? Moja me tako pozna, oziroma vse nas tako, da po moje se zelo smeje. Aha, Ja. v redu. Koliko let že sicer tista tarna, o kateri ste prepevali? Ja, vsak ima svojo, tako da ne vem točno za vsakega. No, Lahko moje je že polka? kar, a ja, Ja. polka. Ja. Ja, no to zanimivo so polki, bi pa mogoče res bilo pametno povedati. Ta polka je nastala leta 2011, ko smo se kot ansambl tako čisto nevede prijavili na slovensko polko in valček in bili izbrani izmed mnogih skladb med 12 finalistov in to je bilo za nas takrat, namreč obstojali smo 3 leta, še to ne, je bilo to za nas en velik uspeh in odskočna deska, namreč komad je naš lasten. Kako se je takrat uvrstil? Se ne spomnim. Ne spomnim se, ampak odziv je bil zelo dober. Ja. Hkrati je pa bila to motivacija, da smo nekako začeli delati samo našo glasbo in smo tudi potem prepoznavni. Čakaj, rekel si 2011? Ja. Pa se nam nekako zdi, da Petko poslušamo že več kot toliko let. V bistvu ne, začeli smo 2008 z našimi lastnimi komadi, smo pa začeli komaj 2010-11, ker smo se mogli malo privaditi en na drugega. Je bilo težko? Ja, ni bilo enostavno. Kako pa je v ansamblu, kdo pa tukaj gospodinji? V ansamblu? Ja, Roman. Roman, kitarist, blagajna. Ja. Aha, v redu, prav, se pravi, se potem vse to pogliha z gospodinstvom. Ja, nič, že smo par besed spregovorili o slovenski polki in valčku, tudi letos so se fantje tja zelo uspešno prijavili s polko, vse bi storil sinko moj, ki jo slišimo tudi danes, ampak v tem trenutku je na vrsti srčni muzikant. Detka svojega se spomnim, ko sem bil še droben fant. So na vasi govorili, da je srčni muzikant. Je harmoniko raztegnil, poslušali so ga vsi. Jaz pa rad sem se obrignil, meni to pogodu ni. Oče me poslal je v šole, tam sem glasbe se učil. Kar harmonika premore, vsi mu kmalu, ko sem bil. Sem pred detka se postavil, mu pokazal znanja vse. On klobuk si je popravil, kislo le nasmihnil se. Je to no veliko, a muzike ni, tvoj mi sploh ne ve, kaj srci govori. Dokler se boš le z naučenim bahal, ti slab muzikant boš ostal. Naj duša zapoje, naj vriska srce, kar tebi se skriva, naj mi tvoj povi. Pa vsak te poslušal bo in razumel, s teboj bo zavriskal zapel. Nisem mu uspel priznati, zdaj ostal je le spomin, da bi znal kot on igrati, pa še vedno si želim. Je to no veliko, a muzike ni, tvoj mi sploh ne ve, kaj srci govori.
se boš le naučen in bahal, ti slab muzikant boš ostal. Naj duša zapoje, naj vriska srci, kar tebi se skriva, naj mi tvoj povi. A vsak te poslušal bo in razumel, s teboj bo zavriskal, zapel. A vsak te poslušal bo in razumel, s teboj bo zavriskal, zapel. To so ansambel Petka. V besedilu skladbe, če ste poslušali, je bilo tudi nekaj govora o tem, da se fant pobaha dekletu. S čim pa se lahko pobaha ansambel Petka, takole občinstvo? Ansambel Petka se ne baha. Aha, prav, s čem se pa lahko pohvalite drugače? Ja, dejansko z našimi dejanji, z našimi nastopi. Teh je kar nekaj čez leto, a kaj štejete? Ne. Ne? Ne. Blagajničar mora to vedeti, koliko je nastopov čez leto. Statistične podatke ima Roman prek. Ja, grem k Romanu, da malo tako povprašamo, kako gre fantom. Še zmeraj tako dobro, verjetno, ne? Zmeri boljš, no. A res? Ja, Celo tak? Se pravi, ni to zdaj starejši nič... smo, bolj smo zreli, veš, bolj to ni tako prav. Ja, Ste preživeli tudi ta preboj narodno-zabavne glasbe. Dobro, zdaj pustimo, kje trenutno smo, ampak tisti preboj, ki je pa ratal sploh v vaših koncih, ne, Laško, Šentjur, Celje, ogromno narodno-zabavnih ansamblov, pa številni niso prodrli toliko, da bi vam bili neka konkurenca. Mi smo taki borci, mi se skozi borimo, pa gre. Pobahajo ali pa pohvalijo se verjetno lahko tudi s tem, da so še pred poskočnimi muzikanti so ustvarjali nekako oddajo Slovenski pozdrav. Ja, to drži? Nekje sem se zmotil. Si se zmotil. A sem hotel iti na Noč Modrijanov? Res je. No, daj povemo. Res je, bili smo kar par let ansambel, ki je spremljal Modrijane na teh velikih odrih, sploh na Noč Modrijanov, in kar si štejemo veliko čast. Niso pozabili na nas, tudi mi na njih ne. Dejansko je bila ta neka odskočna deska, kateri smo se lahko širše Sloveniji dokazali, da ne samo, da zaigramo na CD-ju, Ja. da dejansko to, kar zaigramo na CD-ju, je tudi v živo. In zato je pa to nek ponos. Ja, valjda. Poleg tega, da dobro, odlično igrate, ste tudi zelo odlični vicmaheri, sploh ti. Ja? Veseljak po srcu, po duši. Ja, definitivno. Se to kaj prenaša iz roda v rod? Ker to, da si človek tako vice zapomne in vse te šale in vse potegavščine, to mora biti, ne? Tako kot glasba, a ne? Pa ne, pač nekaj ti pride na pamet. Včasih mogoče je bilo več teh vicov, ki si se jih učil, zdaj pač človeka vidiš in na človeku že vidiš, da je nek vic, ki bi mogoče mu uspel. Grem stran. Mogoče pa ob koncu daje izkoristim tole priliko, da ti ne bo preveč neumnosti do takrat prišlo na plano. Govorili smo o Modrijanih, pa tako nasplošno glasbeniki zdaj zadnje čase se mi zdi, da zelo radi sodelujejo med sabo, tako narodnjaki z narodnjaki, kot narodnjaki s kakšnim zabavnim izvajalcem. Kaj pa to vas kaj mika? V bistvu nekaj smo sodelovali, namreč z Zoranom Zorkotom smo posneli skladbico Give Me Five. Drugače pa smo se kar držali nekako naše te svoje smeri, ki jo imamo. Kot sem že prej dejal, če smo poslušali Nikar ne tarna je ljubica, ki je bila odskočna deska na slovenski polki in valčku, je bila tale skladbica Srčni muzikant, ki smo jo zdaj poslušali, leta 2012, zmagovalna skladba na Ptujskem festivalu. Dobili smo nagrado po mnenju strokovne komisije za najboljši ansambel, po mnenju občinstva, potem pa tale skladbica je dobila tudi nagrado za najboljše besedilo. Ki ga je napisal? Ki ga je napisala Vera Šulinc. Pozdrav, Veri, vem, da nas spremlja. Tako tudi letošnjo skladbico smo skupaj ustvarili z Vero, to, ki jo bomo predstavili 31. maja, tako da z njo zelo dobro sodelujemo. Super. Blagajnik, vicmaher, zgodovinar očitno. Kronolog. Je kronolog. Kaj pa Čista petka? Čista petka je bila tudi na Ptujskem festivalu. Ja? A je z njo povezan tisti bel kontrabas, ki smo pred oddajo govorili? Od petka do petka. Od petka do petka, ampak vseeno, kako da ste se odločili za belo barvo kontrabasa, grem k basistu? Kako je nastalo to? Mogli smo imeti, harmonika je bila bela, kitara je bila bela, ostal je sam bas, ki je bil rjav. Pa ste to kaj razmišljali, da ta barva zdaj gor ostane?
Dol ne gre več. Ja. A ti je kaj žal? Ne. Ne. Lep je, lep. V redu. Mogoče pa so tudi zaradi tega posebni za koga izmed vas. Ansambel Petka in Čista petka. Fantje mladi, vidno radi za dekleti gledamo, se smejimo, govorimo, včasih tudi žvižgamo. Vsak pa svoje hvalo poje, kakšni lušti na vas glas, ponavadi bile radi, krajšali si čas. Če pa takšna se pojavi, ki od glave do peta je podobna tisti pravi, ki jo v sanjah vsak ima. In metuljčki poletijo, vruče trepeta srce, zanjo bil bi melodijo o ljubezni le. Ti si čista petka, sonček si, ko se smejiš, kot pomladna cvetka, prav mamno mi dišiš. Ti si čista petka, sebi zate dal, reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. Če pa takšna se pojavi, ki od glave do peta je podobna tisti pravi, ki jo v sanjah vsak ima. In metuljčki poletijo, vruče trepeta srce, zanjo bil bi melodijo o ljubezni le. Ti si čista petka, sonček si, ko se smejiš, kot pomladna cvetka, prav mamno mi dišiš. Ti si čista petka, sebi zate dal, reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. Čista petka, sebi zate dal, reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. Reci, da boš moja, pa nikdar ne bo ti žal. Do mladih očkov še pridemo, ansambel Petka ostajajo z nami v tokratni oddaji Najvižja, sicer pa v nadaljevanju iz glasbene šole Klemna Rošarja, Urh Martinerc. Takoj zatem, ko gremo z Gadi za rešetke. Dnevni red in disciplina, moje je bila vrlina, dan po planu mi je bil vsak. Črna kava pa je s tabo vrgla mi vse na glavo, zdaj pač le kaos vlada mi. Hodim kot slepa kura, tuja mi je vsaka ura, več ne vem, kje glavo sploh imam. Smešen sem kot budalo, ker ko vroče je postalo, si zbežala svoj domači stan. Ti si kriva, da hodim zbrojen iz vokala na vokal. Ti si kriva, da za sekundo sem po noči le zaspal. Od tega hujše pa je zavjoki na drevo, ker pred oltar te odpeljal jutri drugi bo.
kot slepa kura, tuja mi je vsaka ura, več ne vem, kje glavo sploh ima. Smešen sem kot budalo, ker ko vroče je postalo, si zbežala v svoj domači stan. Ti si kriva, da hodim zbrojen iz vogala na vogal. Ti si kriva, da za sekundo sem po noči le zaspal. Od tega hujše pa je zavjok in na drevo, ker pred oltar te odpeljal jutri drugi bo. Od tega hujše pa je zavjok in na drevo, ker pred oltar te odpeljal jutri drugi bo, ker pred oltar te odpeljal jutri drugi bo. To je oddaja Najvišja, hvala, ker ostajate z nami. V tem trenutku pa pozdravimo enega odličnega Urha Martinerca, ki prihaja iz glasbene šole Klemna Rošarja. Dober večer, živjo. Dober večer. Kako si? V redu. Koliko časa že zdaj igraš frajtonarco? 4 leta. Že? Ja. To je pa že kar nekaj časa, ne? A že obvladaš? Ja, pa ne. Ja, pa ne. Kaj obvladaš? A so to bolj polke, ali so to bolj vajčki? Polke in valčke, vse. A res? Ja. A imaš kakšnega glasbenega izvajalca, ki ti je še posebej všeč? Slak. Slak, zakaj? Zato, ker pač on mi dal navdih, pa da sem začel igrati. Lojze Slak ti je dal navdih za to, da ti zdaj igraš frajtonarco. Ja. Fajn. A poznaš kjero, mislim verjetno, poznaš kako skladbo od Lojzeta Slaka, ali pa vsej, da nam poveš kako takšno, ki ti je še posebej všeč? Ja, daj, ko jo bom tudi zaigral. A bo kar zdaj le na vrsti? Ja. Pa dajmo, Urh Martinerc iz glasbene šole Klemna Rošarja in daj priredba Lojzeta Slaka, izvoli. Odlično, Urh Martinerc je bil tole, ja, fantastično ti gre tole. A ti je bilo všeč? Ja. Ponavadi, ko pridejo tile ta mali korenjaki, pa rečejo obvladam, pa se včasih kaj ponesreč, ampak tole je pa bilo fantastično. Ja. A zdaj v nadaljevanju zaigraš kakšen vajček? Ne, polko. Bo tudi polka? Ja. Očitno so ti polke bolj všeč. Ja. Kako pa ti znaš kaj polko plesati? Bolj malo. Še ni prišla ta prava soplesavka mimo tebe, a ne? Ne. Ne še? Ne še. Tako samozavestno deluješ, da bi že sklepal, da imaš svoj narodno-zabavni ansambel, a ga že imaš? Ne še. Kaj pa čakaš? A že zbiraš kaj kandidate? Ja, se s prijatelji pogovarjamo v šoli. Super, kaj tvoji prijatelji igrajo?
Igra kjer kitaro? Ja, pa bas. Pa bas tudi igra. Fajn. Ste že kaj razmišljali o imenu, kako bi se imenovali? Tišče pa ne. Tišče pa ne. No, ko boste vedeli, morate to javiti, da jaz povem na glas našim gledalkam in gledalcem. Ok. Prav, zmenjeno. Naslednja polka je katera? Ta sosedo Francel. Super. In Urh Martinerc, izvoli. Fantastično. In tale Urh je en primer veseljaka, mladega, ki igra frajtonarco tak, da sem prepričan, da lahko do jutra drži zbrano družbo po koncu. Si že to kdaj delal? Ne še. Kako še nismo imeli te priložnosti? Ha? A pa tako, komu si že igral, da bi pel zraven? Večinoma doma vadim. A res? Ja. A tvoje mami kaj zapoje? Ja, tudi. Pa kdo še? Pa babi, pa dedi tudi. A res? Ja. Lepo, ti igraš in potem oni pojejo. Ja. Kaj pa ti, da bi kaj zraven zapel? Tudi sem že pel, pa rajši igram. Rajši igraš? Ja. A petje pa igranje istočasno, to pa še moraš strenirati? Tudi gre, zato hodim na pevske, pa Super. Kdo te ima pa pevske? v šoli so. V šoli. Aha, na kateri šoli si zdaj? V osnovni šoli Mislinja. In sošolcem si danes pri pouku rekel, da te morajo gledati. Ja. A si rekel? Ja. Dejva jim pomahati, le pomahajva. Čau, sošolci. Jutri kak test iz matematike? Ne, slovenščine. pa Slovenščino angleščine. imaš? Res. Marija sveta, 5 hitro domov. Znaš, vse obvladaš? znam. Fantastično. A? To so ta pravi korenjaki. Take imamo radi. Hvala, ker si prišel in upam, da kmalu spet. Okay. Zmenjeno. Srečno, Urh Martinerc je bil z nami iz glasbene šole Klemna Rošarja. Vi pa ostanite z nami, v nadaljevanju se nam pridruži Topliška pomlad. Še predtem že video spot za ansambel Potepini. Poznamo jih iz ene oddaje, se mi zdi, da iz prejšnje sezone oddaje Najvižja, ko so bili z nami. In vesel sem, če nas gledate Potepini, to sem že na radiju povedal, da imate svoj stil in predvsem tak prepoznaven vokal, ki se vas že takole zapomnimo, tudi če vas ne vidimo. Kar tak naprej. Nocoj ti priznam, da se napake moje napolnile piroman. Od vina pijan, tokrat šel sem predalec, zdaj ostal sem tukaj sam. Brez tebe ne znam, življenje pusto zdaj in prazno je. Daj ostani, draga, ne zapuščaj me. Ko si odšla, sabo vzela košček si mojega srca. Mojim lažem prsti pokazala in mi rekla, da sem kreten. Zdaj mi je žal, da včeraj sem ti vse priznal. Če le naprej lagal bi, s tabo bi še ostal. Zdaj, ko si šla, so bili prazni vsi, predolge vse noči. Se bo vrnila le v moji glavi je
srci močno boli, boli. Reci, da še vedno si nora name, da nihče te drug tako ne vname. Različen najin je okus, jaz sem minus, ti si plus, vendar nasprotja se privlačijo, z očmi se vroče slačijo. Priznajva si, da jaz in ti usojena sva si. Ko pogledam me, zdi se mi, da več ne vidi me. Moj obraz že do dobra včeraj pozabila je. Se dotika me in pravi mi, da več ne čuti me. Ko govori me zbega, jaz pa vem, da ljubi me. Zdaj, ko si šla, so dnevi prazni vsi, predolge vse noči. Se bo vrnila le v moji glavi je, srci močno boli, boli. Reci, da še vedno si nora name, da nihče te drug tako ne vname. Različen najin je okus, jaz sem minus, ti si plus, vendar nasprotja se privlačijo, z očmi se vroče slačijo. Priznajva si, da jaz in ti usojena sva si. Priznajva si, da jaz in ti usojena sva si. Smo naprej, to je oddaja Najvižja, z nami v studiu pa že Topliška pomlad. In ja, pričakovali bi, da je tale skladba, ki zdajle valček, ampak ni, je polka, morska pravljica. Veter se poigrava z oblaki, morje boža poljublja čeri. Moji tihi nemirni koraki, v belem pesku so drobne sledi. Na obali stojim čisto sama, se zagledam v stari pristan. Da bi v daljnih spominih iskala tiste dni neizpolnjenih sanj. Neko sončno in toplo poletje, ki odšluje kot sonce zaton. Je najlepše bilo doživetje, vedno se ga spominjala bom. Tu sem fanta z obale spoznala, bil je modrih oči črni glas. Že tedaj sem spoznala, da vedel, o ljubezni je več kakor jaz. Ti moja lepa devojčica, je še petal in objemal me, da z mojih 17 rosnih let je odpal beli cvet. Morska je najina pravljica, kakor papirnata ladica, po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal zadnji je poljub. Neko sončno in toplo poletje, ki odšluje kot sonce v zaton. Je najlepše bilo doživetje, vedno se ga spominjala bom. Tu sem fanta z obale spoznala, bil je modrih oči črni glas. Že tedaj sem spoznala, da vedel, o ljubezni je več kakor jaz. Ti moja lepa devojčica, je še petal in objemal me, da z mojih 17 rosnih let je odpal beli cvet. Morska je najina pravljica, kakor papirnata ladica, po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal zadnji je poljub. Po zlati cesti odšla na jug, ko mi dal zadnji je poljub.
No, sem rekel, da skladbo poznate. Upam, da ste malo zapeli zram ali pa vsej zabrundali. Sicer pa je tale polka čisto na mesto, če so se morda nekateri ansambli sprašvali, a bi naredili priredbo. Vprašanje, če so dobili z tistega pravega naslova pritrdilen odgovor na to. Ampak njim pa ne moreš reči ne, če so pa od Finka, a ne, dober večer, živijo. Dober večer. Seveda, priredbo smo naredili v ritmu polke, tako da jaz mislim, da smo se čisto fajn odločili, skladba se je prijela, tudi spot smo posneli v lastni režiji. Ja, tiste ima spote tudi, ne, med drugim. Ja, še? Ja, še vedno, no. Super. Tako da ja. Tako le imamo. Pa ne zgledaš tak tehnični tip človeka. Mislim, mimo grede, že smo govorili o tem, o dekletah in narodnih nošah. Je kar kompliment dolgo narodno nošo tako dober nositi, ko jo zna Valentina Finkova. A si še Finkova? Ja, še vedno. To pa še kar? Še vedno. Aha, pa je že kaj drugega na obzorju? Ne, ostaja Finkova. Ostaja še. Se skoraj da brani tega. A vi ste kaj, čakaj, da pomislim, hočem speljati. Če ste kaj nervozni, da bi Valentina zdaj koga dobila in bi bila to zdaj neka konkurenca ansamblu ali pa da bi se kaj iz tega razvili, ne vem, ali oddržite, je ne date? Sem dobila, zdaj imate kakšnega manj. Zdaj z nami se ne da kaj veliko pomagati, imamo svoje punce, tako da jaz upam, da doma imamo nekoga, ki za take stvari tudi skrbi. Fajn. Topliška pa mlad, ste v redu? Super. Ja? Smo zdaj, ko smo v vaši družbi. Hvala lepa, pa tudi dobro vam gre na splošno. Ja, jaz mislim, da ja. Ja, seveda, dajte se malo pohvaliti. Festival Slovenska polka in valček. Tako, finale, konc mesta. Ste si naročili taksi? Smo. A je to bilo srežiran? Zakaj? Ja, zaradi tega, ker pokličeš taksi, da te nekam pripelje, ne? In vaša skladba je taksi, zato že prvotno lahko, da vas pripelje v finale. In vas je. Je, sicer mi smo tisto skladbo dali že pred 2 letoma na slovensko polko in valček. Smo jo prijavili, takrat smo bili zbrani kot rezerva. 2 leti že stoji skladba. Da 2 leti stoji, smo rekli, da zakaj bi jo izkoristili, ker se mi je zdela skladba super, se nam še vedno zdi. In je prav, da je počakala in zdaj bo ugledala luč sveta na finalu. Kako se ansambel počuti, ko skladba je že narejena, pa še kar čaka na to, da bi šla? Kaj takrat razmišljate, a pozabite na njo? Ja, v bistvu lahko rečem, da vmes smo verjetno res že malo pozabili na njo. In zato tudi mogoče, da si nič prijelo, da bi s to skladbo tudi kaj naredili. Potem bi prišla letos zopet priložnost v januarju, kot je bil razpis za slovensko polko in valček. In smo jo prijavili, smo rekli, da vidimo, kaj bo, in bila zbrana med 85 skladbami. Tudi to slišimo danes, sicer pa nadaljujemo oddajo z enim valčkom. Misel nanjo Topliška pomlad z nami v studiu. Zvezde spet nebo razsvetlijo, jaz mislim na njo, nisem zaspan. Dlani že tihi temi drhtijo, kot včeraj buden bom dočakal dan. Blag veter nad gozdovi zapiha, k njej nosi moje misli molče. Dotikni, skrita želja je tiha, ljubilo rado moje bi srce. Rad povedal bi, da jaz neskončno ljubim jo, da do konca bil bi njen, da bedel bi skupaj z njo. Rad povedal bi, da rad jo imam, a še ne vem, če vsaj malo sem ji všeč, če jo sploh ljubiti smem. Rad jo imam, a še ne vem, če vsaj malo sem ji všeč, če jo sploh ljubiti smem.
k njej nosi moje misli molči. Dotiknem, skrita želja je tiha, ljubilo rado moje bi srce. Rad povedal bi, da jaz neskončno ljubim jo, da do konca bil bi njen, da bedel bi skupaj z njo. Rad povedal bi, da rad jo imam, a še ne vem, če vsaj malo sem ji všeč, če jo sploh ljubiti smem. Rad povedal bi, da rad jo imam, a še ne vem, če vsaj malo sem ji všeč, če jo sploh ljubiti smem. Topliška pomlad so z nami. Ja, ob napovedi naslednje skladbe se sprašujem, če smo za vas že mal tečni z omembo festivala Slovenska polka in valček. Kmalu bo 31. maja v poletnem gledališču Studenec, je zadeva razprodana. Festival se bo zgodil in vi boste obveščeni, kakšni bodo rezultati. Sem vesel, da gostimo do takrat še ansamble, ki se potegujejo za najvišja mesta. V današnji oddaji slišite ne 4, ampak 2 polki, ki sta v finalu. Eno še zaigrajo ansambel Petka, tale pa je od Topliške pomladi, o kateri smo že govorili. Taksi. Miren je večer in ura malo čez 9. Taksi poklicala sem, da njega vidim spet. Vsak dan si izmišljam, kam naj še zapelje me, a v resnici z njim se vozim, ker všeč mi je. Včeraj sem mu rekla, da se v kino mi mudi, danes me nekje že čakajo prijatelji. Jutri pa kaj boljšega si bom izmislila, le da nekam daleč bova šla. Me taksi vozi vsak dan, njegov šofer pa fant iz mojih je sanj. Močno želi si srce, da kje na samem bi ustavila se. Od cesti taksi drvi, jaz pa zaljubljena sem črne oči. In kmalu bo tisti čas, ko zapeljala ga bom jaz. Da se v kino mi mudi, danes me nekje že čakajo prijatelji. Jutri pa kaj boljšega si bom izmislila, le da nekam daleč bova šla. Me taksi vozi vsak dan, njegov šofer pa fant iz mojih je sanj. Močno želi si srce, da kje na samem bi ustavila se. Od cesti taksi drvi, jaz pa zaljubljena sem črne oči. In kmalu bo tisti čas, ko zapeljala ga bom jaz. Taksi drvi, jaz pa zaljubljena sem črne oči. In kmalu bo tisti čas, ko zapeljala ga bom jaz.
Je to najpolka leta 2019? Ja, bomo videli. Kaj pa rečejo oni? Me zanima. A če je to najpolka? Ja. Zdaj, mogoče ni, to bi povedali poslušalci. Nam je, kar je najbolj pomembno, to, da bi se polka prijela pri poslušalcih, pri gledalcih. Zdaj, če bo pa sreča še na naši strani, pa mogoče res Kaj celo pa mora po prva vašem polka. imeti najpolka leta? Mora biti najprej besedilo, ki nekaj pove, V redu. ki ima neko vsebino, potem mora biti melodija, ki je hitro v ušesa in seveda tudi sam nastop ansambla mora biti vsemu temu skupaj primeren. Zdaj, če se najprej na besedilo mal spotaknemo, bi kar plačala tale dama, glede na to, kam vse jo taksi pele, a? Baby, Bi? odvisno kam jo pele. Kam ste pa višli najdle s taksijem? Ste imeli kako prigodo s tem? Glih s taksijem nismo imeli prigodo. V redu? S čem pa? Mogoče v študentskih letih, ne? Ja, v študentskih letih, ampak tam večinoma... To ne bi govorili. Ja. Pustimo to Tiste vstrani. taksije pustimo za mogoče kjer drug festival, tega ne. Prav, ansambel Topliška pomlad ne gre pač mimo priimka Fink. Včasih sta bila dva priimka tukaj, sicer tvoj originalen, tisti, ki je bil zraven, ni bil nič sorodstveno povezan. Ne, Ni pa ne. več, ne, zakaj ga ni, kaj se je zgodilo? V bistvu se je podal v druge, Glasbene vode. recimo, Recimo? v bistvu bolj zvočevanje in take stvari. Kako? Bolj zvočevanje. Aha, ozvočevanje, tehnika. Ozvočevanje, tako, A vas pol tehničar. ozvočuje? Še delate skupaj? V bistvu Še zvočuje ne. nas ne, ampak jaz smo pa kolegi še zmeri, no. tako Lepo. da- Verjetno morava zdaj nekoga drugega predstaviti, ker Ja, število je tamle isto. Ja, število je isto na Kam levi grem? strani. K basistu. Basisto, ja, Gašper. Aha. Gašper. Prav, a je bila kakšna audicija za Topliško pomlad? Kaj se je Ja, dogajalo je v bila ozadju? seveda, to je šlo v bistvu po sistemu, noben me ni hotel, oni so me pa komaj dobili. No daj to malo bolj povej. To je bilo tako, jaz sem šel vsem drugim recimo prej na vaje, ne, Ja. ni noben hotel vzeti. Kako to misliš vsem In pol so se drugim? na oni smeli, ne, hecam se, ne, pač to ni, to je A si še kaj probal na kakšni audiciji? Recimo, ajde, Kje? pa to ni važno. Seveda je, Ni pa to važno. nas zanima. Kje si bil? Pri Modrijanih, iščejo šestega. Kako veš? A? Ne? Kako veš to? Ne, veš kako je bilo? To je bilo čisto enostavno. Ne? Z Rokom smo že recimo dolgo kolega, pa tudi poznamo se od prej z drugimi člani. Ja? Tako da smo se pol kar na hitro povezali, tudi Sicer si z karakterno. istih koncev? Ja, z istih koncev, 5 minut razlike. Kdo je še iz tistih koncev? Čakaj, Dolenjska, Zidanc smo veliko tam, tako da... Zidance, Žlindra, so koga iskali, basista? Ne, to niso Žlindra. Ne. Prav, nič ne bom zvedel. Gremo naprej s Topliško pomladjo. En krasen valček je tole, sicer že kar nekaj let nazaj od izida skladbe Domov. V spominih predolga sem leta se vračal prek hribov planjav. Prebiral sem pisma prejeta, da šel sem, bilo mi je žal. Prav rad spet bi sedel kot očetu, za hišo na češnjevo klop. In mami bi nosil ob letu, za praznik njen vrtnice v šop. V mislih sem s fanti prepeval, z dekleti preplesal noči. O prvih poljubih zardeval in čakal, da maj zacveti. Tujina mi kruha je dala, a prazno bilo je srce. Kjer tista vasica je mala, tja sanje vodile so me. Danes prihajam spet domov, mimo zelenih travnikov. Noge so težke in korak je negotov. Hiša je prazna, staršev ni, pisem na vasi ne zveni. In zopet sem doma med tujimi ljudmi.
mislih sem s fanti prepeval, z dekleti preplesal noči. O prvih poljubih zardeval in čakal, da maj zacveti. Tujina mi kruha je dala, a prazno bilo je srce. Kjer tista vasica je mala, tja sanje vodile so me. Danes prihajam spet domov, mimo zelenih travnikov. Noge so težke in korak je negotov. Hiša je prazna, staršev ni, pesem na vasi ne zveni. In zopet sem doma med tujimi ljudmi. In zopet sem doma med tujimi ljudmi. Topliška pomlad so še zmeraj z nami v studiu oddaje Najviža. Me pa zanima, kakšni so zdaj njihovi načrti za letošnje leto. Sezona je že odprta, poroke, veselice. Je že odprta, festivali tudi, ne? Ja, festivali tudi, ja. Se že kar pripravljamo poroko. Smo pa tudi, mislim, našo sezono smo tudi že odprli s poroko. Aha. Tako da Kje ste se bili? kar dogaja. Na Dolenjskem? Ne, smo bili po okolici Kranja. Aha, Gorenjska torej. Gorenjska, tako je. Pokrivate celo Slovenijo ali imate bolj kje, kakšno regijo? Kar celo Slovenijo ponavadi, ampak najbolj je Gorenjska pa Štajerska. Kje je najlepše? Še vedno doma, na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Kje so najboljši plesalci? Na Dolenjskem. Kje ljudje najbolj plešajo? Na Dolenjskem. Pijejo? Tudi na Dolenjskem. Česa? Kaj? Cviček. Ja, še zmeraj teče? Ja, še kar. Odlično. A ima kdo vinograd od vas doma? Ja, on, lih ne. A res? A res? Najbolj strasten. Cviček, te prav? Tudi cviček. Samo cviček. Kaj še? Ne, imamo tudi belo vino, pa avtohtono našo dolenjsko šmarnico. Koliko si star, oprosti? 25 bom. Super. A se da od tega vinograda tudi živeti ali je to bolj za osebno ramo? Ne, jaz ne živim od tega in jaz sem bolj tu za prosti čas, za hobi. Pa za ansambl pokrivati, ne? Tako, ja. Za po vajah. Kako Tenov se oglaša, da imamo besedo? Tako, ne, on kukar prdela tudi tukaj spije, ne, in pol ne more od tega živeti nikakor, ne. Si že izkusil? Kvečem kakšno leto manj, ne. On že vse to ve, en mesec ali koliko si pri njih? Ja, en mesec recimo, ja. Fajn, ja, dobro ste ga odomačili. Ja, ne, se pravi, on vas že prej poznata, prej smo slike gledali, so se praznovali, mislim, da skupaj 5. rojstni dan. Aha, lepo, ljubezen iz otroštva, prijateljstvo, hecam se. Ja. No, kakorkoli. Topliška pomlad so bili z nami, nič, obilo sreče na festivalu, Slovenska polka in valček, kam ciljate? Ja, ciljamo na prvo mesto. Na prvo mesto? Ja, seveda. V redu, prvo mesto, Valentina? A, obljubiš? Obljubim. Obljubi? Dobro, pustimo tele obljube. Še eno zašpilajo. Potem pa ja, sej ne moramo mimo tega festivala Polka in valček. Še en valček kmalu zavrtimo, preden se zopet v studio vrnejo ansambel Petka. Ravbari so peli o Belem pajčolanu, še predtem pa Topliška pomlad. Jaz govorim kot navita, rad greš z menoj, a zmeraj hitiš, jaz pa hitenja sem sita. Meni je všeč harmonike glas, tebi so ljubše kitare. Ti kdaj pa kdaj le prideš v vas, jaz bi te imela ves čas. Ko je toplo, v hribe bi šel, jaz bi na plaži ležala. Ko glasba igra, bi ti le sedel, jaz pa bi rada plesala. Meni je všeč, če vsi vidijo, ti bi še malo se skrival. Gledala bi zvečer v nebo, tebi pa nič ni za to. Drugačna sem jaz, drugačna kot ti, a vse lepo je, ko sva skupaj. Ker vem, da si moj, srce se smeji, v prsih pa mi je toplo. Drugačna sem jaz, različna sva si, a rad me ne obupaj. Saj veš, stari rek, še vedno
vedno drži, nasprotja se privlačijo. Jaz bi na plaži ležala, ko glasba igra, bi ti le sedel, jaz pa bi rada plesala. Meni je všeč, če vsi vidijo, ti bi še malo se skrival. Gledala bi zvečer v nebo, tebi pa nič ni za to. Drugačna sem jaz, drugačna kot ti, a vse lepo je, ko sva skupaj. Ker vem, da si moj, srce se smeji, v prsih pa mi je toplo. Drugačna sem jaz, različna sva si, a rad me ne obupaj. Saj veš, stari rek še vedno drži, nasprotja se privlačijo. Saj veš, stari rek še vedno drži, nasprotja se privlačijo. Ona me ne pozna, ona je ljubljena, ona ne bo nikoli zame vedela. Jaz pa še danes vem, jaz pa še danes grem na tisti kraj, kjer sva se prvič videla. Tisoč poti v življenju je, tisoč pogledov sreča se, ampak le eden se zapiše v srce. Včeraj sem videl jo, leta med nama so, njen pa pogled še vedno zame je zlato. Nazaj, danes pa vem zakaj, sem te le tiho, tiho gledal na skrivaj. Ker bi bolelo me, če bi izgubil te, danes sem sam, ti v sanjah moje si dekle. Tisoč poti v življenju je, tisoč pogledov sreča se, ampak le eden se zapiše v srce. Bil pajčolan je tisti dan, dvignil ti drug in vzel ti je poljub. Pajčolan ni vzel mojih sanj, v sanjah živim, pa srečo želim. Jaz sanje živim, vso srečo želim.
To je oddaja Najvižja, z nami pa nazaj naš srednji glasbeni gosti ansambel Petka in Prinesi še rundo. Prav radi se spominjamo vseh fantovskih noči, ko pili smo na moč ga žingali. Je vrha mlada deklica storila skoraj vse, kar mlado si želelo je srce. Prinesi še rundo, da bo veselo, kot če do zdaj ni nikoli bilo. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Srečali, saj želja huda je, zapeti si želi. Počajka nam obilna spet, tako kot je nekoč. Prav vse stori, da nam polepša noč. Prinesi še rundo, da bo veselo, kot če do zdaj ni nikoli bilo. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo, da se bo pilo, vse tja do jutra glasno. Prinesi še rundo. Kdaj pa runda ansamblu Petki najbolj paše? Vedno. Ja? Kaj naročite? Ja. Cviček z Dolenjske? Ne, mi pijemo kvaliteto, ni tisto kislico z Dolenjske. Zdaj se kar, mislim, se opravičujem našim prijateljem, ko so bili prej tu, samo mi imamo neke standarde glede te pivske navade. Cviček nikoli. Če že res ni druga. No. Se pravi, vi ste že na tisti točki, ki prijete na veselico in zahtevate hrano in pijačo. Tako, to je vse že v pogodbi. Pod temi pogoji mi igramo, če nam to prinesete. Tako ohlajeno vino na toliko stopinj. Katero vino? Ja, on je bolj vinski gurman, povej ti, katero vino. Ko prijamo Cabernet Sauvignon, potem tam... Pol je prve runde konec? Ja, pol že paša mogoče kakva malvazija, malo špricerčeka. V redu, in druga? Pa rumeni muškat, po na koncu pa kaj ostane, vse skup zlijemo pa... Aha. Naredimo na X. Ne, to pa... Gemišč. Naredimo kulturno. A že imaš? Zdaj me tako iskrivo gleda, ne? Na začetku oddaje je rekel, da vidi človeka, da lahko takoj pove en vic. Pa za tebe ni nekega vica. A to je zdaj že smešno? Ja, vidi, vsi se smijo. Vsi se smijo. Ne, veš kaj, res te občudujem. Pa občudujem naravo, pa vidim, kako je narava nepravična, ne? Če smo čisto poštena, ne? Lasje misliš? Ja, jaz jih nimam, ti se pa s frizure norce delaš. V redu, prav, ja. A je ta glavni drugač vicmaher pri vas? Kar dober je, ja. A je ostali ne prijete do beseda? Jaz nikoli ne, no, pa imam toliko vicov, res. Sej bo še tudi zate prišel čas. Tudi zate bo še prišel čas. Izkoristiš pol to, ko si sam doma? Tako. Ja? Tako. Kaj še takrat počneš? Zdaj za njega vemo, ker ste video spotne to posneli, ne? Jaz bolj zabavam svoje tam male punce. Punce, na kak način? A rišeš? Tudi. Igraš kitaro tudi doma? Tudi. Pojete skupaj? Obvezno. Katero imajo naraj? Vse naše. Vse od ansambla Petka, dobro se je znajdel. Ja, neč, gremo naprej. Ansambel Petka in Ko sem sam doma.
Ženka moja res je zlata, v hiši vedno red drži. Ni še bilo na svet podplata, da obutne hodil bi. Kuhini prav vse se sveti, brez da sploh bi luč prižgal. Na nobeni še police prah nikdar ni stal. Če pa kdaj pete odnese in postanem glavni jaz, takrat hiša se zatrese, to je res se pravi špas. Se s prijatelji dobimo, karte hitro vržemo, kakor nori se režimo, pivo samo. Ko sem sam doma, si radio navijem, pa hladilnik odprem in kakšno pivo spijem. Ko sem sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Cela miza je polita in na tleh je kup smeti. Je v kopalnici poplava, iz pečice se kadi. Njej pečenko sem pozabil, res jo prav močno zažgal. Hitro bom počistil se, da se ne bom izdal. Ženka se domov že vrača, jaz pa sem in tja norim. Joj, bo si kala kot kača, upam, da vse uredim. Pol res pridno spet bom pazil, da vse čisto bo lepo. Ko pa pete bo odnesla, nova fešta bo. Ko sem sam doma, si radio navijem, pa hladilnik odprem in kakšno pivo spijem. Ko sem sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Sam doma, si družbo brž dobim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim, se s prijatelji takrat popolnoma sprostim. Ko sem sam doma, ja, takrat se počne marsikaj, pa ostane ponavadi zakrito očem, a je težko to deliti z ljudmi, pa saj niste bili tok. Da bi zdaj rešili v podrobnosti. Pa ne, vse to je nekaj čisto standardnega, ne? Ko mački ni doma, miši plešejo. A, to je res. In aha, zanimivo, ne, uvodoma vdaje si rekel, da si ti ta glavn. Seveda, ko ni moje doma, si jaz ta glavn. Ja, ampak tudi sicer, glede na to, da si rekel gospodinja, tamle prah, pa... Ja, logično, normalno, če jaz vem, da moja žena gleda zdaj, ne? Ja, pa otroci moram pomahati, ker sem bilo za to, ja. A zato, normalno. Se moraš imeti neki bonuse, če prideš slučajno kdaj dobre volje domov, naprimer nedeljo zjutraj, ne? Lepo. Zdaj pa resno, čas je, da rečemo še kakšno slovenski polke in valčko, zdaj nam zaigrate tudi tole polko, ki se poteguje za najpolko leta. Ali to bo? Torej, že fantje in gospodična pred nami so lepo povedali vse, odlično odgovorili. Torej, važno je, da je melodija všečna, da gre dobro v uho, da ima besedilo smisel, da se vse skupaj to v živo lepo predstavi in tudi nam zdaj v bistvu bi bilo nesmiselno postavljati vprašanje, če se nam zdi, da bo to najpolka leta. Nam bo pač v vsakem primeru največ pomenilo, da bo skladba prišla med ljudi. Ima res močno sporočilo, za njo smo posneli tudi zelo tak lep videospot, naj si ga gledalci in gledalke pogledajo na YouTubu. In ja, tako kot vse naše viže, nas veseli to, da se vrtijo po radijskih postajah, da smo takole gostje po televizijskih oddajah in da bomo potem tudi čez ne vem koliko let, ko ne bomo več igrali, da bomo rekli, da smo pustili eno sled v narodno-zabavni glasbi in verjamem, da tudi tale skladbica o sebi storil sinko moj, da bo ena takih. No pa verjetno, lahko se malo povete, na kaj namigujete, kam ciljate? Trenutno, ko bo koncu daje na špricer. Prav, v redu. Kaj, a se sam pohvalim, ali se boste vi, kdo vam je pisal scenarij za spot? Ja, no, vse to smo čakali, ja, res je. Velike zahvale grejo tudi Žiga tebi, ker si res pripravil odličen scenarij. To se tudi vidi v videospotu. Vendar
smo tudi mi svojo odigrali in tisto čustveno noto dali noter, ker dejansko ta skladbica je res napisana za prvi vrsti za naše otroke, ker smo lansko leto seveda 3 izmed nas postali očki, še dodatno, Matjaž prvi, dejansko je bila skladbica napisana za prvorojenca Anžeta in pa seveda dejansko za vse otroke, kajti če imaš otroke, si mislim, da najbolj srečen in to je tisto, kar mi hočemo za to polko. Za nas je že to tak ali tak najpolka, zmagovalna polka, ker je posvečena našim otrokom. Super. Zelo lepo smo tale pogovor zaključili z ansamblom Petka. Tudi vam želimo vso srečo na festivalu in seveda tudi vam želimo, da tale skladba, ki jo zdaj le slišimo, Vse bi storil, sinko moj, pride do vas, da se vas dotakne in da si jo boste radi zavrteli. Tako skladbo, kot tudi njihov frišen videospot. Na svetu, sinko mali moj zaklad, spoznal sem novo srečo, nov način imeti rad. Pripitje nebogljeno si ukradlo mi srce, želim si le še eno, Bog naj čuva te. Vse bi storil, sinko moj, da lepši svet ti dam. Pazi na vsak tvoj korak, nikoli nisi sam. Vem, da boš odrasel in po svoji poti šel. Za oči ta prostor v srcu boš imel. Reka, ne zatiskaj si oči, krmari, sinko dragi, srečno mimo vseh čeri. Na nauke moje spomni se, kdaj ti bo hudo, s poštenjem in dobroto prav se bo izšlo. Vse bi storil, sinko moj, da lepši svet ti dam. Pazim na vsak tvoj korak, nikoli nisi sam. Vem, da boš odrasel in po svoji poti šel. Za oči ta prostor v srcu boš imel. Ta prostor v srcu boš imel. To je bila tokratna oddaja Najvižja, kot ste navajeni. Vsak četrtek ob 20. vas pozdravimo in tako bo tudi prihodnji teden. Hvala, ker ste bili z nami, za danes pa le še lep večer in lahko noč. Priznam, da grešil sem, za nazaj mi je žal, kaj takega storil, kar ni bilo prav. Mi boš oprostila in dala priložnost mi spet, kako bi želel si te znova obit. Sem človek napak, vendar nosim srce, ki bije za tvoje ime. Ne morem naprej več davati samo temi, želim si, da skupaj prižgeva luči. Ne morem naprej brez tebe ponovo pomlad imel pred.
sem te rad. Zdaj med spomini se oziram nazaj, lahko bi bolj nežen s teboj bil tedaj. Mi boš dovolila, da vrnem se znova v tvoj svet. Preveč me najeda tišina besed. Sem človek napak, vendar nosim srce, ki bije za tvoje ime. Ne morem naprej več davati sam v temi. Želim si, da skupaj prižgeva luči. Ne morem naprej brez tebe ponovo pomlad. Imel premočno sem te rad. Ne morem naprej brez tebe ponovo pomlad. Imel premočno sem te rad. Imel premočno sem te rad.